Kako še folk in dobrodošli v nov YouTube video. Danes folk bomo v bistvu nadaljevali kjer smo zaključili v prejšnjem videu in sicer danes bomo pogledali rezultate vse, kar se je zgodilo na Olimpiji prejšnji vikend. Kdo je zmagal v tistih treh kategorijah, o katerih smo govorili v prejšnjem videu. Če si še nisi pogledal oziroma pogledal prejšnji video, ga imaš tukaj. V glavnem v men's fiziku, potem open bodybuildingu in še na koncu classic fizik, tako da bomo šli točno po tem vrstnem redu, kot smo šli tudi prvič. Za začetek tega videa lahko spustiš en like. Če še nisi, se subscribaj, ker pri 6000 subscriberjev naredimo naslednjo nagradno igro, tako da še malo nam manjka. Kot sem rekel, gremo direktno začeti z prvo divizijo in sicer men's fizik. Ok, torej men's fizik divizija je tista, v kateri se je res zgodilo, ki se je najbolj pretresla, bi se reklo, v kateri sem tudi jaz falil, večinoma vse, kar sem rekel. Če pogledamo končni top 5, imamo tukaj Diogo Montenegro, ki je lani, kot smo rekli, bil tretji. Potem na četrtem mestu imamo new entry v top 5, in sicer Emmanuel Hunter. On je bil, se mi zdi, drugi na Arnold Classicu, tako da očitno se je letos krepko izboljšal in je tudi na Olimpiji vstopil v top 5. Zdaj pa gremo pogledati tisto, kar nas zanima, in sicer top 3. Na tretjem mestu Erin Banks, lanski Olimpija prvak men's fizika, je letos bil tretji. Slabo sem predvidel, da ne glede na to, če pride 100%, da bo zmagal. Bilo je daleč od tega, ampak dobro, vseeno v top 3 se je zadržal, zgubil je naslov in zdaj bomo videli, če mu bo sploh uspelo ga dobiti nazaj. Drugo mesto isto kot lani, kar pomeni, da je Brandon Hendrickson letos zmagal Erina Banksa, ampak ni zmagal celotne Olimpije, tako da drugo mesto je three-time men's fizik champion Brandon Hendrickson in na prvem mestu zelo nepričakovano, ampak glede na to, kar je bilo pokazano on stage, Ryan Terry. Ryan Terry je nov prvak men's fizik divizije, OG men's fizik divizije in OG fitness industrije. Vsi ga poznamo kot Aesthetic King, Gymshark athlete, ampak kot vedno pro bodybuilder. Tekmuje v men's fiziku že od samega začetka, je že 7-8 let in letos je zmagal. Zelo tudi zasluženo. Hrbet, ki ga je prikazal letos, je bil simply predober za vse ostale. Njegov hrbet je letos krepko izstopal od vseh in mu je absolutno prinesel zmago. Tako da, kot rečeno, Banks, tretje mesto, trikratni prvak, kot lani isto, drugo mesto in letošnji prvak Ryan Terry. Tukaj zelo zanimivo je dal njegov post, njegovega fizika od vseh tekmovanj, tako da od 2015 do zdaj res vsako leto je tekmoval, ni bil blizu in letos prvak res zasluženo, tako da zelo lepa zgodba v bodybuildingu. Gremo zdaj na open bodybuilding, v kateremu sem točno zadev moj prediction, ampak tudi tukaj ni šlo skozi z določenimi kritikami oziroma spekulacijami, da mogoče končna odločitev ni bila pravilna. Tako da gremo si pogledati. Top 3 je bil, kot pričakovano, Samson Dauda, Derek Lansford in Hadi Choopan. Premetavali so jih iz enega mesta na drugo mesto, primerjali so jih res. Vsak je bil tukaj na sredini, vsak je bil na desni, vsak je bil na levi. Načeloma, če si na sredini v takšnih primerjavah, pomeni, da si prvi, da si najboljši. V tem primeru so bili vsi trije v eni točki na sredini. To je bilo res blizu, res je bilo blizu. Na koncu je prišlo do tega, da se je odločalo med Derekom in Hadijem. In zmagovalec je bil Derek, kot sem tudi pričakoval, ampak daleč od tega, da je bilo zdaj to neka očitna zmaga. Kot sem rekel, bilo je kontroverzno, veliko jih je povedalo, da je bil Hadi boljši. Si bomo zdaj takoj pogledali par slikc.
Tretje mesto, kot rečeno, Samson Dauda. Zgledal je res zelo dobro, zelo izboljšano. On bo tudi zelo, bi se reklo, nevaren v naslednjih letih. Tako da tukaj bi rad pokazal malo te rutine od Samsona, ki je zgledala res. V glavnem, zelo dobra rutina, zelo dober flow, še posebej za open bodybuilderja. In ja, kontroverzno, drugo mesto Hadi Choopan. Neke prednosti, ki so dale iz bodybuilding vidika Dereku zmago, je bil sigurno hrbet, boljši hrbet, boljše razvit hrbet od Dereka, absolutno glede na Hadija, ampak stvar, ki veliko ljudi je govorilo za Hadija, da bi mu mogla prinesti zmago, pa je bila njegova polnost mišic, bolj goste mišice in pa boljši conditioning, še posebej v tem most muscularu tukaj se je res videl ta conditioning tukaj v prsih, traješen si v prsih, koliko jih je imel Hadi, koliko jih ni imel Derek. No, evo, tukaj se dobro vidi, pač v Derek je naredil tukaj vacuum, Hadi je pač stisnil apse, ampak se vidi res ta conditioning tukaj v obliki Hadija, ki ga nima ne Samson, ne Derek. Ampak kot sem rekel, nažalost, to ni športna organizacija. Osebno menim, da je tudi tukaj pač ta, nažalost, politični vidik, ki vpliva na to in mislim, da je tukaj bil ta politični vidik, da je imel vpliv, ker je Derek Američan, ker govori angleško, ker je lahko bolj verjetno širi bodybuilding kot pa Hadi in nažalost, ne glede na to, da je mogoče Hadi bil tistih par procentov boljši, so dali Dereku naslov. Svoj prediction sem zadev, upoštevajoč vse dejavnike. Novega prvaka imamo v open bodybuildingu, v men's fiziku, tako da evo, pretresla se je malo Olimpija v teh divizijah in bojo zdaj naslednja leta še toliko bolj zanimiva. Classic fizik, najbolj pričakovana stvar in najbolj basic rezultat se je tudi zgodil. Peto mesto je Terence Ruffin se je vrnil na peto mesto oziroma v top 5, tako da se je izboljšal glede na lani, ampak kot sem rekel, tisti top 3 je malo nedotakljiv za vse, tako da peto mesto. Četrto mesto, osebno sem bil pač presenečen, ampak glede na to, kar je prinesel na Olimpijo, Breon Ansley absolutno zasluženo ponovno četrto mesto, tako da Breon izgledal res dobro. In potem top 3, kot sem ga pričakoval. Ramona sem potem videl, kakšen je bil in se je Ramon krepko izboljšal od lani, ampak ta gap z Sibamom je še nekako prevelik. Bomo zdaj šli na par slik comparisona. Tretje mesto Urs Kalečinski in ja, 5-time classic fizik, Olympia champion, Chris Bumstead, tako da gremo pogledati si ta top 3. Urs se je tudi full izboljšal od lani, dobro je izkoristil povišanje kilaže oziroma dovoljene kilaže, tako da Urs zelo solidno tretje mesto. Ni pa še za ta top 2, ker sta Ramon in Chris res na svojem nivelu in potem v tem top dvojki je potem Chris res na svojem nivoju. Evo tukaj, če uporabim takoj post od Chrisa, kjer je dal slike med njiju. Vidimo noge krepko večje, v tem zgornjem delu sprednjega telesa je večji, je bolj poln, potem roke ima Ramon res unreal skupaj z njegovimi forearmi in potem del, v katerem, ker iz odspredaj je Ramon letos izgledal res ogromen, full izboljšan od lani. Ramon se je krepko izboljšal od lani, ampak evo, ni bilo dovolj za zmago, absolutno ta gap je za zdaj, kot sem rekel, še prevelik
Če gremo še na kakšne comparison slike. No, evo ga. Comparison slike hrbta. Vidimo, koliko je CBAM večji v hrbtu. Tudi vidimo v tem, bi se reklo, posterior chainu iz odzadaj, koliko je boljša definicija, še posebej v tem spodnjem delu hamstringi, koliko so se mu videli hamstringi bolj od Ramona, ampak stvar, ki mu je pač res brez problema prenesla zmago, je bil hrbet. In overall je CBAM še prevelik za Ramona. Tudi vidimo, koliko iz tukaj iz strani je ta noga bolj mature, bolj razvita od CBAMa glede na Ramona, koliko ima več linij, koliko ima več separacij. Ampak to pač pride s časom, ne. Ramon, če gledamo individualno Ramona in pa CBAMa, koliko se je en izboljšal od lani, je Ramon naredil dosti več korakov naprej kot pa CBAM. CBAM je prišel tukaj nekje do tega njegovega maksimuma. Ne vem, kako se bo on še izboljšal. Kar je CBAM letos naredil boljše od lani, je bilo to, da je pač minimiziral te poškodbe. Biceps njegov je izgledal letos kot mora. Tako da brez težav, tukaj njegov biceps lepo pač pik se je videl, napolnjen. Tukaj en prediction moj za future je, da CBAM počasi prihaja proti koncu. Ne bi rekel, da je to njegova zadnja Olimpija, ampak po mojem mnenju ima mogoče v sebi še eno Olimpijo, ker mislim tudi, da on želi končati to njegovo pot kot nepremagan, torej da ne zgubi proti Ramonu, ker menim, da čez ene 2 leti, da bo Ramon dohitel CBAMa. Tako da naslednje leto bi se rekel, da bo po mojem zadnja Olimpija CBAMa, bomo videli tudi, koliko je še on motiviran. On je dosegel nekaj v Classic fiziku, ki glede na to, da je koliko je nova kategorija, oziroma divizija ni bilo nikoli doseženo. Če bo še naslednje leto prvak, bo potem 6 time in 6 time te že postavi v one of the greats in bodybuilding. Ne vem, koliko ima motivacije, da bi mogoče lovil razne 8 time champion rekorde s strani Ronnie Coleman ali pa Lee Haneyja. Bomo videli, kot sem rekel, jaz menim, da v roku 2 let bo Ramon že na levelu CBAMa, kjer koliko se je izboljšal iz lani na letos, je res wow. Letos je bila res dominacija, popolna dominacija Chrisa in tudi tukaj v tem primeru zelo zaslužena zmaga Bumsteada. Tako da evo folk, to je bil Olimpija recap. Vsi rezultati teh 3 kategorij, o katerih smo v prejšnjem videu govorili. Napišite mi v komentarje vaš feedback, če ste gledali oziroma zdaj, ko ste videli v tem videu, kaj si mislite. Če ti ta video bil všeč, kot vedno ga lahko supportaš s kakšnim lajkom, subscribeš, če še nisi. V opisu tega videa imaš vse moje linke in sicer link do Gymbeama, koda MAX5 za 5% popusta, link do For My Future oblačil, do For My Future coachinga in do bulk programa za vse tiste, ki bi radi bulkali skozi to zimo. Si pejte to prečekirati. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarje dropaj tisti rdeč emoji za to Olimpijo 2023 in to je to od mene folk za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu.